Jaz sem Hana Kotar in sem lastnica blagovne znamke Čokoladnice in slaščičarstvo Mama Pavla. Sem Gorenjka, ampak Gorenjka, ke ima poleg hribov zelo, zelo rada tudi morje. Trudim se, da poleg vseh obveznosti, ke jih imam, najdem v prostem času tudi čas za prijatelje, za ples, za družbo, za kakšno dobro hrano, poleg vsega cukra, ke ga pri nas imamo, tako da, vesela, nasmejana in rada v dobri družbi veselih ljudi. Ja, jaz sem bila ekstra mlada, ke sem, začela podjetniško pot, stara sem bila 16 let, ke smo v Kamniku v Kolandiji odprli kavarno, sicer takrat še s pomočjo staršev, pa eno punco smo imeli zaposleno, ke mi je pomagala ta lokal kavarno voditi. Potem pa pri 18 odprli čokoladnico in slaščičarstvo v Britofu, tako da imamo eno tako manjšo proizvodnjo. Pa pred pol leta še eno kavarno v Mercatorju v Šiški. Tako da 7 let sem zdaj podjetnica in danes pri 24 letih mlada, ampak čez 10 let pa še vedno, no. Jaz sem rasla gor s podjetništvom, moja starša sta 30 dobrih let že podjetnika in nekako se mi zdi, da nam otrokom podjetnikov je to malo položeno v zibelko. In mene je že res od majhnega zanimalo gostinstvo, slaščičarstvo, doma sem rada pekla, nafušala en kup enih tortic za prijatelje, znance, kolege, sosede in imela nore starše, ke so vame zaupali pa verjeli. In smo skupaj ugriznili v ta jabolk in rekli, zakaj pa ne, in probali. In hvala Bogu, sem res vesela, danes uspešno peljemo to zgodbo, no, ke smo jo takrat začeli. Pogovor, jaz temu rečem litanije doma, oziroma mi se temu tako hecamo. Smo mogli se kar fejst pogovoriti, glede na to, da sem bila jaz kar fejst mladoletna, ke se je to vse skupaj začelo. Mislim, da sva zati enkrat parkrat za mizo sedela, pa so tekle krokodilje solze. A to bo, a ne bo, a boš, a ne boš, zdaj povej zares, ke to ni tako en mačji kašelj, takole neko takole proizvodno opremljati. Tako da je bilo kar pestro, ampak se mi zdi, da sem in jaz in sta in onedva videla neko močno željo, neki potencial in ja, takrat smo začeli. Ja, me je bilo strah, ampak se mi zdi, ke si ti toliko mlad, če bi danes začela, bi bilo sigurno drugače, ker gledaš na milijon drugih stvari še zraven, ke mogoče takrat nisi. In jaz takrat nisem vedela, kaj so to bilance, pa inventura, pa en kup enih takih stvari, s katerimi se moram danes ukvarjati. In sploh nisem razmišljala o teh stvarih, ampak samo zagrabila vse z vsemi štirimi in štartala, no. In mogoče, če bi danes začela, bi bolj komplicirala, pa mogoče bi se na kakšno stvar tudi boljše pripravila, ampak se mi pa zdi, da so določene stvari danes take, kakršne so, tudi samo zaradi tega, no. Meni po pravici, jaz sem zelo rada med ljudmi, ampak mi je bilo pa zelo težko, glede na to, da sem bila toliko mlada, ker me ljudje niso resno jemali. Ker sem prišla, tudi malo sem imela smolo, da sem mogoče še malo mlajša izgledala, kakor sem v resnici bila. In ko sem prišla na kakšen sestanek, se mi je dostikrat zgodilo, da mi je pa kdo rekel, joj, Hana, saj super, ful imaš fajne stvari, bomo sodelovali, ampak a lahko ati pride s tabo drugič. In sem bila tako, ne more priti, ker ne ve, kaj, če se sploh pogovarjamo, in sem ga res pol včasih s sabo vzela, no, na kakšen sestanek. Tudi imela sem v ekipi, sem pa kdaj kakšno smolo ali pa zagato, no, da je bilo ljudem težko razumeti, da so še enkrat ali pa dvakrat starejši od mene, pa da zdaj jaz špilam neko šefico. Ampak je vsak let lažje, no, tudi ljudje vidijo, da nisem samo en majhen otrok oziroma ena mlada punca, tako da je vsak let lažje, no. To mi je bilo težko. Kakor imam dan. Danes zmeraj manj delam čokolado oziroma se veliko več ukvarjam z vodenjem, ker nas je na 3 lokacijah približno 30 že in se moram veliko več ukvarjati s tem, pa pol pogrešam tisti kreativen del, pa del s čokolado, pa sladoledom, ampak najdem čas tudi za to, no. Tako da v vsaki stvari je kakšna stvar, ki jo ne maram, vsak podjetnik kakšne stvari pri sebi ne mara, ampak je pa veliko več tistih, ki jih imam rada in pa se potrudim najti čas za vsako izmed njih. Idealen podjetniški dan, ja, jaz to zelo težko povem, ker jaz imam vsak dan čisto drugačen, ampak mogoče, da bi zjutraj za par ur šla v delavnico, podelala tisto, kar je treba, pol šla okrog punc, vse kavarne, malo poklepetati, malo
jaz grem zelo rada punce pogledati, oziroma ekipo, no, da malo vzdržujemo, oziroma da imamo tisti nek pristen, topel odnos. Jaz imam rada, da imamo tisti prijateljski odnos med sabo. Pol narediti kakšno sladoled, narediti kakšno dostavo, iti do dobaviteljev, na kakšno dobro malco vmes. Pol pa že večer. Odgovornost je velika, da bi me fejst skrbelo, oziroma da bi se pretirano obremenjevala stvarmi, se ne želim, tako da se fiksno odločim, da se ne bom. Je kar velika odgovornost, ko pomisliš, da toliko ljudem daješ kruh, oziroma da si odgovoren za to, da grejo polet na morje, da imajo njihovi otroci šolske potrebščine, da imajo kaj za pojesti, pa da so na toplem. Tako da je pač neka odgovornost, no, ki mi ni samoumevna, oziroma je to ena izmed stvari, ki me ženejo še bolj naprej. Pomembnih mi je ogromno enih stvari, jaz sem to ne najbolj rada priznam, ampak velik perfekcionist. To se mi zdi na nek način zelo super, včasih me malo udarki, ampak drugače mi pa zdi sploh v našem fohu super vrlina, zaradi tega, ker grejo pol izdelki od nas točno taki, kakršni morajo biti. Jaz imam rada, da je vse popolno, oziroma da so izdelki taki, ki morajo biti, da so ljudje, mi veliko delamo z poslovnimi partnerji, ki potem naše čokolade podarjajo naprej. In jaz rečem puncem v delavnici, mi moramo tako čokolado dostaviti naprej, da jo bo vsak lahko s ponosom prijel, pa dal naprej, pa bo rekel, to je pa naša čokolada. Tako da to je neko tako vodilo, pa da bomo kvalitetni pa dobri, da bomo to vzdrževali skozi vsa leta, da nekdo, ki se danes sladka z našimi izdelki, nekdo, ki se je pred 5, pa nekdo, ki se bo čez 20 let, da bo rekel, še zmeraj je tako dober, kot je bilo takrat. V ekipi mi je pa zelo pomemben, da se dobro razumemo. Jaz točno vem, da ne morem pričakovati od sodelavcev, da bojo najboljši prijatelji, ampak mi je pa zelo pomemben nek tisti prijateljski, lep, pristen odnos, da znamo stopiti skupaj takrat, kaj je treba, in da gremo vsi v neko isto smerno in da se znamo skupaj pohecati, pa imeti lušten in trkame v odkole, da imam neko tako krasno ekipo v zadaj in mi to res ogromen pomen. To me jih ogromen vpraša, če pogrešam mladost in te stvari, ampak se nekako trudim balansirati vse to, kljub temu, da delam 10, 12, 15 ur na dan, se trudim vključivati v vse to skupaj tudi neko družbo, neke prijatelje. Lih to, ker sem spustila to študentsko življenje, me ogromno ljudi to vpraša, ampak jaz rada plešem folkloro, tako da potem vključujem to, pa druženje s prijatelji. Jaz vsak večer sem nekje, če ne poslovno, pa pol privat. Tako da jaz se trudim rada nekako mešati to vse skupaj. Tudi nekako, ker sem začela delati, sem posel preusmerila, oziroma hobi svoj sem preusmerila v posel, no, tako lahko to rečem. In sem vesela, da je to tako, ker nimam občutka, da hodim v službo, ampak zjutraj vsak dan z veseljem vstanem in delam stvari, ki jih delam rada, tako da je vse skupaj veliko lažje. Jaz predam naprej nasvete, ki sem jih jaz dobila od mojih staršev. Mene velikokrat vprašajo, kdo je moj največji vzornik, pa vsi pričakujejo, da bom rekla neke hude slaščičarje pa kuharje, ampak meni sta v resnici na poslovni poti največja vzornika moja starša, ker sta isto s podjetjem začela zelo mlada in imata danes eno res uspešno podjetje. In meni je ati pa mojemu bratu ves čas govoril, da morava življenje zajemati z veliko žlico, zaradi tega, ker če majčken pade dol, na tisti žlički vse nekaj ostane, ker pa če zajameš čist mal, pa mal pade dol, je pa žlička prazna. In da morava na fejst veliko sanjati in imeti ogromne sanje in želje, sicer biti s trdim nogam na tleh, ampak imeti ogromne sanje, pa za njimi teči, pa jim slediti. In se truditi biti v neki stvari, ki jo počneš najboljši, pa ne zaradi tega, da boš rekel, jaz sem pa najboljši, pa da te bojo vsi gledali, da si najboljši, ampak ker če ti delaš, da boš najboljši, pa če ti malo spodleti, si lahko povprečen. Če se pa trudiš biti povprečen, si pa hiter podpovprečen in nihče ne mara biti povprečen. In jaz res polagam na srce vsem mladim, pa tudi tistim, ki niso več tako zelo mladi, da morajo delati stvari, ki jih delajo radi, pa delati res tistim žarom, veseljem in z vsemi 4 zagrabati, zaradi tega, ker se splača. No, jaz mislim, oziroma verjamem, da se splača, tako da ja, vsem želim to. Glede na to, da sem jaz res mlada,
Meni dostkrat ljudi rečejo, kakšne imaš pa cilje za čez 10 let, ko boš še vedno mlada, ko bom stara 34. Vsak si želi več zaposlenih, še kakšno dodatno lokacijo, mogoče večjo proizvodnjo, tudi jaz imam take želje, ampak glaven cilj, glavna želja, ki jo pa imam, je pa to, da bomo ohranili neko kvaliteto. Danes na trgu po celem svetu žal se dogajajo padci v kvaliteti, ki jih vsi zaznavamo iz različnih razlogov, ampak jaz si pa želim, da če smo nekako zastavili celotno zgodbo tako, da delamo dobro, da delamo pošteno, da so stranke zadovoljne, da dobesedno delamo dobre stvari, ki ljudem, jaz rada rečem, narišejo nasmeh na obraz, da bomo to delali tudi čez 10, pa 20, pa 30 let in da nas bojo ljudje potem prepoznali, da se bojo med sabo pogovarjali, mogoče v Sloveniji, mogoče upam, da čez čas tudi v tujini, da bojo rekli, veš, tista mama čokolada, to je pa tista ta dobra čokolada. Tako da to je en glaven cilj. Drugače sem zelo ponosna na to, da sem ustala to, kar sem, ker jaz sem zelo taka preprosta punca in mi je malo neroden, ko me ljudje začnejo hvaliti. In mi je všeč to, da sem s trdnimi nogami na tleh in da kljub vsem pritiskom in vsej noriji, ki se okrog mene dogaja, vseeno grem z neko pozitivo naprej, ker se imam tudi slabe dneve, pa tudi se zjokam, pa rečeš, pa kaj meni tega treba, ampak v resnici pa res rada delam to, kar delam in sem noro ponosna, da imam ob sebi tak kolektiv, kakršen ga imam. Jaz včasih malo pohecam, pa rečem, kam naj grem za mašo dati, da imam tako fajn ekipo, ampak res v trenutni krizi, ki se dogaja, kadrovski, imamo mi krasno ekipo in poslovne partnerje, s katerimi krasno sodelujemo in na to sem v resnici najbolj ponosna.